Pred pričetkom nove sezone Formule 1 nas je zanimalo, ali je najbolj sodobno dirkališče hkrati tudi najbolj privlačno. Ne, daleč od tega sploh ni privlačno, ne, in to je zdaj tudi velika tema, da na eni strani so neki kakšni organizatorji, lastniki dirkališč pripravljeni vložiti ogromno denarja v svoje projekte, na drugi strani pa ti projekti ne zadovoljijo elementarnega cilja. To je zanimivega dirkanja, ne, in ravno Abu Dhabi dirkališče je ta primer, ki je super modern, vsi so navdušeni nad infrastrukturo in vsem, kar so šejki tam zgradili, na drugi strani pa tudi z 2 sekunde hitrejšim avtomobilom ne moreš nikogar prehiteti, kar smo lani na finalni dirki lahko videli. Ne. Formula ima veliko oboževalcev širom sveta. Kje pa so največji privrženci tega športa? V tradicionalnih državah Formule 1, torej tam, kjer je ta šport doma, začne se že pri naših zahodnih sosedih v Italiji, potem večinoma po Evropi, bi rekel, kar v veliki meri, poleg Evrope pa to zagotovo velja še za Japonsko, Avstralijo, Kanado in Južno Ameriko. Potovanja, pravi, moraš vzeti v zakup. Ne glede na to, da letališč in dolgih letov ne mara preveč, pa z veseljem izkorišča določeno ponudbo le-teh. Jaz v bistvu skozi izkoriščam duty free, pravzaprav večino stvari, ki jih imam na sebi in ki jih imam doma, nakupim med čakanjem na letališčih. To se zavedam, da je nekoliko dražje, je pa zaradi tega, ker imaš tam vedno kakšne pol ure, uro do 2 viška in se spomniš, da bi nekaj potreboval in potem pač tam na posebej takih letališčih, ki so zelo dobro založena s temi rečmi, narediš 2 kroga po trgovinah in potem nakupiš potrebna oblačila in še kakšno stvar, ki se spomniš, da jo rabiš, in je to, se pravi, verjetno malce dražje na koncu dneva, kljub temu, da se sliši duty free, kajti tam so ponavadi stvari vedno dražje. Ampak jasno, trgovci razumejo to točno tako, kot razumem jaz, da tam ljudje tavajo in se nimajo kam premakniti in morajo čakati na naslednje letalo, in v tem času so seveda krasen plen za karkoli kupiti, ne glede na to, koliko stane.